Ljube boginje, pozdravljene, pozdravljene v dnevu, ki ga posvečamo in ko prižigamo tretjo svečko na našem adventnem venčku. Potujemo vedno globje v spirali, vedno globje k sebi, vedno globje k notranjemu ognju, vedno globje v temo in globino sebe in hkrati vedno globje v srčiko tega, kdor v resnici smo. V srčiko tega, kar biva v nas in kar želi biti prebujeno, začuteno in izraženo. In danes mi je v posebno veselje in v posebno čast in hvaležnost, da lahko v ta sveti prostor povabim Anajo Nanda Prema, prinašalko luči, ki ste jo spoznali v letošnjem letu, ko je z nami delila svoje bogate, močne, dovršene misli. Anaja, dobrodošla, pozdravljena. Pozdravljena, hvala za povabilo. Ja. Tudi meni je v čast sodelovati in biti skupaj s toliko ženskami. Ja. In ne vem, če veste, če poznate Anajo ali pa če še ne poznate, ampak jaz sem Anajo spoznala pred parimi leti, ko je meni odprla vrata Taja Albolena in takrat smo imeli razcvet ženske in takrat sem jaz Anajo prvič srečala. Evo, imam kar kurjo polt, ker se spomnim, da je takrat Anaja prinesla esence, ki jih ona ustvarja. Esence, ki jih kanalizira, ko se poveže in ki jih potem usmeri v vodo in ki jih potem pošpricamo po svoji avri, da lažje začutimo esenco tega, kar je prinesla na zemljo. In ker vemo, da resnična manifestacija se zgodi, ko se povežemo s srcem in z božanskim in ko potem začnemo to kreirati na zemljo, sem Anajo prosila, da podeli z nami en poseben ritual za nas, da bomo lažje zaslišali, kaj je v nas in kaj želi priti na zemljo. Ljuba Anaja, predajam ti besedo, prosim, podeli, kar slišiš in prosim, evo, tvoj je prostor. Hvala. Jaz zelo rada komuniciram z vsemi ravnmi zavesti in zavest je v vsem, kar je in nima omejitve prostora in časa. Tako so nastale moje esence, kjer v bistvu kanaliziram recept od zavesti, zato da dobi vibracijo ta mešanca, ki jo imenujem hologramska esenca, eterična olja in kristalni eliksirji. In poanta teh esenc je, da nam pomagajo začutiti vibracijo v sebi, ki si jo želimo utelesiti. Ampak pustimo zdaj esence, to je moj hobi. Tisto, kar pa bi rada danes z vami podelila, je pa ritual, oziroma bolj praksa, bi rekla, kjer bomo raziskali potenciale, ki jih skrivamo v sebi. Smo večdimenzionalna bitja. Živimo kot telo, kot kot duša, kot višji jaz. In naše srce je tisti portal, ki vse to tako lepo povezuje. In lastnost močnega, zdravega srca je sprejemanje, ki ga velikokrat napačno razumemo. Sprejemanje, kakor da rečemo, ja, to mi je všeč, ne, to ni sprejemanje. Sprejemanje pomeni, da sprejmeš to božansko kreacijo. Da je, kot je, in potem lahko, ko nekaj sprejmeš, s tem začneš, ali se pomiriš, ali se razveseliš, soustvarjaš. Zato
je zelo pomembna lastnost srca sprejemanje in seveda prvo sebe, celega. Ja. Iz tega pol pride sočutje in na koncu ljubezen. In srce je zelo inteligentno, v bistvu je tisto, ki uteleša, je portal za našo dušo, ki nosi spomine prejšnjih življenj. Naše telo nosi spomine naših prednikov. In imamo tudi še druga eterična telesa in imamo višji jaz, ki je naša super consciousness, ki je okoli nas. In v bistvu bolj, ko se teh stvari zavedamo, bolj, ko se ustvarjamo z njimi, večje in lažje živimo. In praksa, ki jo bomo danes delali, je, da bomo šli v prostor srca in se bomo povezali z našimi, s tem, kar zdaj živimo in s tem, kar bi lahko, kaj so naši potenciali. Dostikrat rečemo, da sence nočemo videti, ne, pa da je to slabo. Ne, v naših sencah je ogromno dobrega. Ja, ne upamo se ti oživeti, ampak tam so naši potenciali. Tako da skrajšam, da ne bom predolga. No, čudovito, ja, te slišim, zelo dobro. Lahko bi jaz tukaj še govorila. Ja. Vseh, ne. Ja. Mislim, sliši se strašno komplicirano, kaj vse smo svetloba in tema in zavest in telo in milijon enih aspektov, ampak na koncu, ko enkrat začneš to živeti, je tako samo je. Ne? Ampak vmes pa rabimo besede, pa spomine, da drugega spominjamo. Ja. Vse za to gre. Jaz v bistvu tako vidim, kar recimo naš koledar, ki smo ga poimenovali prinašalke luči, in nas je 7 žensk, in v bistvu jaz nas 7 vidim kot arhetipsko sliko. In vsaka od nas stoji na enem mestu in ima določeno znanje in predstavlja določen segment žensk v Sloveniji in v svetu. In ena drugo v bistvu z našo prisotnostjo, s tem, kar podelimo z besedami, s tem, kar napišemo, s tem, kar takole podelimo, res ena drugo spominjamo, kaj vse je možno za nas. In kam vse lahko gremo in tudi kaj vse smo že prehodili. To mi je res, tako mi je dragoceno in tudi zdaj, ko sem podelila, da se pač poznava od Taje in vidimo v bistvu, veš, kako se to predaja potem naprej in pa čez par let boš ti rekomu rekla, ja, takrat, tako da ta beseda, ki si jo rekla, da en drugega v bistvu spominjamo in prebujamo, to se mi zdi res dragocena beseda, res dragocena. Povej. Samo spomnim. Zato pravim, da v bistvu en drugemu nosimo ključe, da se spomnimo v bistvu tega, kar je že del nas. In se v tem dopolnjujemo en drugega. Tako da, in tako, kot si prej v bistvu omenila, mi živimo podzavest in nadzavest in v bistvu, kot srce je tisti naš portal, čez katerega pravzaprav lahko tja dostopamo in bolj, ko osvetljujemo in to prinašamo na dan, večje lahko potenciale živimo. In naša podzavest oziroma naše nezavedno komunicira z nami čez simbole in arhetipe. In ravno tako, recimo, včasih ti mene na kaj spomniš ali pa pač kdo drugi v nekem arhetipu in to v nekem ključu, nekem simbolu, veliko bolj kot v celem učenju. Ja, točno to. To. To je tisto, o čemer pravim, da se spominjamo. To. Ključe.
ja. Ta praksa, ki jo bomo danes delali, je v bistvu ravno to. Je pravzaprav bomo šli pogledati, kaj nam skozi simbolni jezik hoče povedati naše srce, kdo smo in kdo vse lahko smo. Super, super. Ja, jaz sem pripravljena. Okay. Zdaj, tiste, ki poslušate tole po spravljanju, vam svetujem, da prekinete in greste se umiriti na miren prostor in potem poslušate, drugače boste v bistvu zamudile res vrednosti prakse. No? Tako da udobno se namestite, zaprite oči, zravnajte hrbtenico in globoko vdihnete in izdihnete. Naj s tem grejo vse skrbi iz nas. Vdihnite v svoje srce in izdihnite dol, globoko v samo središče zemlje. Poženite svoje korenine do tja in vdihnite nazaj v srce. In izdihnite gor v sam kozmos, v središče kozmosa ali v sonce, kar vam je ljubše. In vdihnite nazaj v svoje srce. Začutite ta steber, kako se sidrate med nebo in zemljo. In ste tukaj. In zdaj si pred seboj zamislite veliko številko 3 iz svetlobe, tako veliko, kot ste vi. Zaprite oči, imejte zaprte oči in si zamislite to številko. Vdihnite in izdihnite. In ta številka se spremeni v 2. Vdihnite in izdihnite. Številka se spremeni v 1. In je velika kot vi. In zdaj stopite v to številko. Stopili ste v svetlobni steber. Svojo pozornost usmerite na prostor med očmi oziroma v središču glave. In od tam sedaj počasi potujte dol za svoje fizično srce. Počasi mimo grla in tako, da pridete za svoje fizično srce. To je vaše srce in ga poznate. Poiščite vrata, vhod v srce. Lahko so to pajčolani, lahko so res velika vrata, majhna vrata, vaša vrata v srce. Poiščite ta vhod in stopite v svoje srce. Prižgite luč. Lahko poiščete stikalo ali enostavno rečete, prižigam luč. Ste v prostoru svojega srca. In sedaj poiščite v tem prostoru 4 velika ogledala, visoka kot vi, ki so na stojalih ali vpeta v tla in strop. Stojijo nekje v prostoru. 4 velika ogledala. Stopi pred prvo ogledalo. To je ogledalo, ki ti pove, kakšno je tvoje telo. Poglej se v ogledalo, kaj ti govori tvoje telo. Poglej svoje telo v sporočilo, ki ti govori, kakšno je. Sedaj obrni tvoje ogledalo in poglej, kaj je na drugi strani tega ogledala. Tukaj je potencial in želja tvojega telesa. Kaj bi želelo biti? Kakšno bi želelo biti? Lahko ti govori v popolnoma arhetipskem jeziku, simbolnem, ni nujno, da sploh vidiš telo. Samo vdihni to informacijo, če želiš, lahko to res, to telo, to informacijo vase globoko vdihneš. Lahko pa pustiš in to počneš drugič.
Stopi sedaj k naslednjemu ogledalu. To je ogledalo tvojega uma. Poglej, kakšen je tvoj um. Kaj si? Kaj je tvoj, kako izgleda tvoj um? Kako se odraža zdaj, te dni? Sedaj obrni to ogledalo in poglej na drugi strani. Kaj je potencial tvojega uma? Kaj je zmožen? Kaj si želi? Dokam lahko seže? Kaj bi želel biti? Kakšen arhetip bi želel živeti? Lahko ga vprašaš, če ima sporočilo zate. Vdihneš in izdihneš in se premakneš k naslednjemu ogledalu. To je ogledalo tvoje duše. Poglej, kako se živi tvoja duša sedaj. Kako čuti, da živiš sedaj svojo dušo. Kaj ti govori? Kako se živiš svojo esenco? Sedaj obrni to ogledalo in poglej, kaj si želi biti tvoja duša, kako se želi izraziti. Kaj je prišla na zemljo, da utelesiš, da zaživiš tukaj in zdaj, v resničnosti? Kaj bi želela biti? Kot kaj bi želela živeti? Lahko jo vprašaš, če ima kakšno sporočilo zate. Vdihni in izdihni. In se premakni k naslednjemu ogledalu. To je ogledalo tvojega višjega jaza. Poglej, kako živiš svoj višji jaz zdaj. To je tisti košček Boga, ki ti si. Košček Boga, ki se udejanja skozi tebe. Kako se živiš zdaj? In sedaj obrni to ogledalo in poglej to veličino sebe, ki želi živeti skozi tebe. Kdo ti v resnici si? Poglej to čudovito, neskončno, nesmrtno lepoto, ki ti si. Vdihni in izdihni. Usmeri svojo pozornost na fizično čutenje srca in se spusti svojo pozornost v svojo maternico. To je kot center tvojega telesa. Začuti celo svoje telo. Prižgi jo. Nato se dvigni gor v središče glave. Začuti svojo glavo, svoje središče in portal do vseh ravni zavesti. Prižgi svoje železe in se spusti nazaj v svoje srce. Začuti se cela. In počasi odpri oči.
ta praksa, poanta te prakse je, da je v bistvu hitra. Predno začne svoje čarole, da v bistvu dobiš sporočilo. Tako da svetujem, da če si začutila navdih, oziroma katerakoli je začutila navdih, da bi želela več raziskati, da greš pa res kot meditacijo nazaj v svoje srce, prikličeš ta drugi svoj potencial, da stopi pred tebe in se v bistvu lahko vprašaš za sporočila, če želiš to živeti, lahko to vdahneš vase. Jaz sem, ko sem prvič delala to prakso leta nazaj, me je neverjetno inspirirala. In sem dolgo časa pol enostavno te arhetipe, te potenciale dihala vase. Mi je zelo veliko povedala. In moram reči, da marsikaj od tega zdaj živim. Sem bila zelo drugje, nekoč, kot sem zdaj. Ko sem se pripravljala, ponovila to prakso, je bila moja slika zdajšnja že drugačna, kot je bila takrat. Tako da upam, da vam je bilo všeč. Čudovito, čudovito. Pa tako znotraj prav pri zadnjem ogledalu, ko smo bile, mi je bilo tako dragoceno, jaz sem v tej sliki zagledala kraljico in v bistvu kot potencial in ta dolg plašč, lapis lazuli, ki gre tja dol do Egipta. In tako v bistvu to simbolno vidim, to, kar so na začetku pogovora omenili, kako se spominjamo, in v bistvu se spominjamo tudi znanj, ki smo jih imeli v prejšnjih življenjih. In to, kar si zdaj rekla z dihanjem, da v bistvu lahko vdihnemo nazaj, spominjanje znanj je že narejen workshop iz preteklih inkarnacij. Ker v bistvu dih je življenje. Vdahneš v življenje to, kar je v tvojem potencialu odzadaj. Tako da daš sebi življenje, nekemu novemu delu sebe daš življenje. Daj še enkrat ta stavek, prosim. Nekemu delu sebe daš z dihom življenje, ki ga ne živiš še. Joj, kar povabim vas, da zdaj, ko poslušate, da naredimo in v bistvu ko dihaš, je več vrst diha. Eden je, da sprostiš, pa da vdihneš in vdihneš vase, je kot da se blagosloviš z dihom. Ko da v bistvu potegneš vase, da se ta dih raztopi v tebi. In to, o čemer sem prej govorila, da te arhetipe vdihneš jih, je res, da vdihneš vase in izdihneš vase. Ko v bistvu ti tako vdihneš življenje v drugega s svojim izdihom. In kadar na ta način izdihneš vase, svoj potencial, v bistvu vdihneš vase življenje. Vse je tako prepleteno, tudi ta slika za mano. Ja, to sem te ravno hotela vprašati, če lahko prosim nam poveš, kaj je to za en portal, ki sveti kot tvoja kronska čakra? V bistvu po sveti geometriji je to Metatronova kocka. Predstavlja pač teh 13 krogov, pomeni božansko kreacijo, se pravi preseganje omejitev človeka do božanske kreacije, ker mi smo kreatorji. Mi kreiramo z vsako besedo, z vsakim dejanjem.
z vsem kreiramo. Zdaj, a smo veliki kreatorji, pa vemo, da z nami soustvarja cel univerz, ali smo pa bolj majhni. Ampak univerz vedno ustvarja z nami. In v bistvu ta Metatronova kocka predstavlja to, da stopimo iz svojih človeških meja. Znotraj nje je pa roža življenja, iz katere se vse življenje vznika. In je v bistvu podlaga za to Metatronovo kocko. Tako da, in v bistvu predstavlja tako zgoraj kot spodaj, tako znotraj kot zunaj. Ta slika, naslov te slike je celota in predstavlja balans človeka in Boga, ne, kar mi smo v svojem nekem aspektu, žensko, moško, tako da zato mi je v bistvu nastala je kot obraz mene, kot moj potencial. Ja, gre zdaj. Torej, to je v bistvu to, kar ti zdaj vdihuješ vase, in se širiš izvrstno. Anaja, povej mi, ti si za eno od naših udeleženk in poslušalk naših adventnih pogovorov pripravila eno posebno darilo. Povej, kaj si pripravila za eno čarobnico? Ja, prej sva se pogovarjali o mojih esencah, sicer jih zdaj že dolgo nisem delala, tako da bo tole zdaj spet na nek način nov začetek. Naredila bom esenco kraljica nove dobe. Zame kraljica pomeni v bistvu tole. Združitev zemeljskega in nebeškega. Se pravi, ne da si vila tam nekje, z vso in krona predstavlja v bistvu povezavo z božanskim, ampak ti si tukaj. To je kraljica nove dobe. Super, super. Se pravi, združenje obojega, a ne? Tako da ta esenca je sicer iz čist naravnih eteričnih olj in kristalnih eliksirjev, kanalizirana na Cipru. In strašno lepo diši. Jaz jo uporabljam za parfum. Kupiti se žal ne da nikjer. Pač ne, delam, kadar... Je tole darilo? Tole je zdaj darilo, to je zdaj za posebno za eno od izžrebank, ki bo prejela, kako? Moje igranje. Ja, čudovito. To je moja igra z univerzom. Čudovito, čudovito. On pove recept, jaz pa naredim. Da se za to gre, da v bistvu me zaslišimo recept, v srcu, v univerzumu, pač odvisen, katera sliši, skozi kater kanal se ji odpre, da zasliši, pol pa v bistvu prinesemo na zemljo. Ja, vsak ima svoj nek tist expression, ki ga dela živega in ki ga dela tako očarljivega. Čudovito, čudovito. Za ostale udeleženke si pripravila pa nekaj tudi na Cipru, sem poslušala, a ne? Kaj pa je za vse ostale, kaj pa darilo za vse ostale udeleženke? Darilo za vse ostale udeleženke je pa meditacija, ki se imenuje celota in v bistvu nas vodi v vse nivoje nas samih in v više nivoje zavesti, da se razširimo v zavesti do v bistvu nivoja, da smo eno z Bogom, oziroma eno z čisto božansko zavestjo vsega, kar je, ali lahko rečemo s kvantnim poljem. In to je malo pred koncem meditacije, ko prideš do tja, je to v bistvu trenutek, ki je najboljši za manifestacijo. Odlično za uvod za novoletne manifestacije ali pa katerekoli.
Ampak na koncu seveda je poanta, da to začutiš in da prineseš nazaj. Ne? Tako da lahko jo uporabite kot inspiracijo ali kot uvod, kot podlago. Tako da lahko je uvod, se ustavi in potem v bistvu manifestirate naprej sami, kar želite. Ne? Čim bolj čutite to. Čim bolj žmohtno čutite. Čudovito. Povej mi, Anaja, kako pa lahko pridejo do tega? A ti pišejo na mail za to meditacijo, to celovitost? To meditacijo pač lahko jo kar podeliva skupaj na strani, a ne bova podelila. Ok, torej bomo dali kar stran link, pa bojo one kliknile, pa lahko pridejo tja. Kaj pa ta gospodična, ki bo prejela kraljico, kaj naj zapiše v komentar, da jo bomo potem lahko izžrebali? Kakšno navodilo ji dava? Kakšno navodilo dava ženskam, pa da vidimo, katera bo izžrebana? Naj napišejo, kako si zamišljajo in želijo živeti svoj najbolj polni potencial kot ženska. Wow. In bomo videli, katera je najbližja kraljici. Lepo. Bo to v redu? Ja, sem se kar... Kateri v bistvu bo bolj najbolj največ naredila oziroma največ pomagala ta esenca. Ja, da jo podpre pri tem, ja. Ja, super. Anaja, a je še kakšna misel, preden skleneva? Moja misel bi bila, da imejte se v srcu res rade in dovolite srcu, da vas ljubi. Vas same. In potem se odpira zelo nov svet. Novo življenje. Čudovito. Srce ljubi vse in naše napake in naše vrline in vso preteklost in vso sedanjost. Rata en tak neverjeten velik potencial za čisto drugačno realnost. Hvala, Anaja, čudovito, res hvala, super, hvala ti za tole delitev, za to popotovanje v srce, za to spominjanje, da moramo vdihavati in kaj nam dih lahko podari, da ga res lahko uporabimo, da vdihnemo stvari vase, da izdihnemo stvari iz sebe. In pa ja, za vsa darila, ki nas čakajo, se veselimo. Hvala. In zrak gre povsod, ne moč ga kar tako omejiti. Ja. Tukaj smo, pri tretji svečki in zraku. Ja. Hvala. Hvala tebi. Torej, ljube boginje, kot ste slišali Anajo in to naše popotovanje, res vas nubim, da ste v tem tednu pozorne na vaš dih, na to, da je zrak prisoten in da ga vdihujete vase, da vdihujete svoje potenciale vase, da naredite to meditacijo čudovito, kamor nas je peljala Anaja, da si zapišete svoje uvide in da se počasi spuščamo globje proti solsticiju in proti naši notranji lučki, ki jo bomo prižgali na solstici. In takrat bomo res nesle svetlobo v srce, da res začutimo, kdo vse lahko smo in da to potem, ko se luč začne širiti in večati, začnemo tudi udejanjati. Do takrat pa dihajmo, zaupajmo si, bodimo ljubeče do sebe,
res bodimo ljubeči do sebe, tako kot je Anaja rekla, dovolimo srcu, da nas ljubi. Dovolimo si biti ljubljeni. Hvala lepa. Do naslednjega tedna in 4. svečke se vidimo. Več na sveti bolje je, bolj svetlo je. Tako.